Droge mladim še nikoli niso bile tako dostopne kot danes. V vabljivih embalažah, čokoladah, lizikah in bombonih. Prodajajo se v specializiranih trgovinah, avtomatih, tudi na spletu. Število mladostnikov, ki zaradi zastrupitev z drogami poišče zdravniško pomoč, skokovito narašča. Kako smo pristali na vrhu Evrope, ko gre za dostopnost psihoaktivnih substanc mladim? Kje je nadzor? 24 ur dejstva s Petro Črtanc-Mausar. Čez dan, da te umiri, zvečer, da te dvigne, pravi srednješolec v uporabi prepovedanih drog. Starost ni nobena ovira za dostop do drog, s katerimi eksperimentirajo in si lajšajo težave. Do njih pripovedujejo, pridejo z lahkoto in kadarkoli. Pri spleta se da vse dobiti in potem ti on, ne vem, naprimer ti eni dostavijo do šole in potem ti tam pri šoli prevzameš, mu daš denar in imaš svoje. Vse, od kokaina do trave. Korsal, pač te stvari se dobi vse živo sebo. Se zmenijo s 3 prijatelji, pa skrije na veci ali pa se pred šolo dobijo, pa z lahkoto dobijo. Zunaj pa hiter srečaš enega, ki ti proda to. Pa 100 poteka tako, v 2 minutah ti mu daš denar, on ti da to, kar hočeš in to je to. Podatki Evropske agencije za droge so skrb vzbujajoči. Skoraj vsak drugi dijak prvega letnika srednje šole meni, da je kanabis v Sloveniji zelo lahko dostopen. To nas skupaj z Dansko in Nemčijo uvršča na prvo mesto med 37 evropskimi državami. Vsak 5. meni, da zelo lahko pride tudi do kokaina. Od vseh evropskih držav pa je prav v Sloveniji mladim najbolj dostopen močno zasvojljiv krek. Tako meni vsak 7., 15. in 16. letnik. Te snovi dobijo na črnem trgu, nove psihoaktivne substance pa so dostopne v trgovinah, kjer jih lahko kupi vsak. Da bi se izognili strogi regulaciji, jih prodajajo kot okrase, dišave in celo obrazne maske. Specializirana trgovina v središču mesta. Zdaj vem točno, kaj bi vzel, če si iskreno. 20 evrov, rečemo, da mogoče početi. Ali CBD, ali stvari, kot so psihoaktivne. Uradno dišeči okraski in izdelki z navodili, kako masko razmazati po obrazu, čeprav v resnici gre za prehrambeni izdelek. Še registrirani izdelek kot čokoladna obrazna maska. Imaš 2 komada noter, en ima 20 mg od celotnega THC-ja. Izdelki sicer ponavadi res ne presežejo zakonsko dovoljene vsebnosti THC-ja, vendar sta le 2 kockici čokolade dovolj za psihoaktivni učinek. Nemalokrat pa ti izdelki vsebujejo nove, v laboratorijih narejene kemične spojine. V zadnjem letu prevladujejo predvsem polsintetični kanabinoidi. So pa to spojine, ki so rahlo modificirane in sicer tako, da postanejo legalne in imajo še vedno psihoaktivne učinke. V Nacionalnem forenzičnem laboratoriju vsak dan analizirajo nove droge, za katere sumijo, da vsebujejo sintetične spojine. Takoj, ko gre ena na seznam prepovedanih drog, je na trgu že druga. Ja, to je pa tekma. Kdo je prvi? Mi zmeri capljamo za njimi, ker zmeri izumljajo nove spojine. Tle očitno ni meja. Šele ko snov v laboratoriju identificirajo in jo opredelijo, jo država lahko prepove. Postopki pa ponavadi trajajo mesece. Ti izdelki, čeprav nevarni, pa se v tem času lahko povsem legalno prodajajo. Na ljubljanski pediatrični kliniki zaznavajo velik porast zastrupitev z novimi drogami med mladostniki. Najmanj obravnav zaradi zastrupitev je bilo leta 2015, 4 primeri, največ pa v letih po epidemiji. 33 denimo samo v prvi polovici leta 2023. Simptomi, ki jih povzročajo sintetične droge, so tudi zdravnikom neznani. Zato jih v bolnišnici ponavadi zadržijo do 5 dni oziroma do izvenetja simptomov. Mogoče najprej neka euforija, sproščenost, potem pa tesnoba, paranoidne misli, halucinacije, sprožijo lahko psihoze, slabost, bruhanje, motnje zavesti, krče smo tudi že imeli epileptične, potem strani simpatikusa, pospešeno bitje srca, višji krvni tlak, motnje srčnega ritma. Pokazatelji uporabe drog v družbi so tudi odpadne vode. Na inštitutu Jožef Štefan so po drobnogledu vzeli 44 izobraževalnih ustanov. Kanabis so zaznali v večini vzorcev na 14 od 19 osnovnih šolah ter na vseh srednjih šolah. V 3 osnovnih šolah so zaznali tudi uporabo kokaina. Kaj jemo in pijemo, kateri virusi so v porastu in katere droge v populaciji? Odpadne vode so ogledalo družbe. In imamo tukaj le 24 epruvet kot flašk in zdaj lahko tukaj vidite, da je že vzel se vzorc.
vsaka ta flaša se v 1 uri napolni. Tako zagotovijo realno sliko, ne glede na čas v dnevu, primerjajo porabo drog med tednom in med vikendom. Vzorčujemo en teden, vsak dan 24-urne vzorce na koncu vzame. Raziskovalci na inštitutu Jožef Štefan iz tega pridobijo časovne in prostorske trende. Vsako leto vzorčijo ob enakem času, zato da rezultate lahko primerjajo. Smo neizpodbitno pokazali porast kokaina in ekstazija. Največ je bilo v koncentraciji biomarkerja na liter odpadne vode kokain. Če pa to preračunamo na doze, je pa to THC. THC je vse prisoten tudi v slovenskih izobraževalnih ustanovah. Kokain poleg osnovnih šol, v katerih so ga zaznali, tudi v polovici srednjih. Razporejeni so bili v 7 mestih slovenskih, v 6 statističnih regijah. Mi smo želeli pokazati, ali je razlika med uživanjem drog, med stopnjo izobraževanja in pa geografsko lokacijo. Količine prepovedanih drog so bile precej višje v višjih stopnjah izobrazbe. Da krožijo med mladimi, vedo tudi zaposleni v šolah. Vas je presenetilo? Ne, ni me presenetilo, se nam je že kdaj zgodilo, da smo kakšnega dobili, tako da tudi količina, hvala Bogu, ni bila tako velika. So pa ti podatki, pravi, tudi za šolnike izjemno dragoceni, da lažje spremljajo, kaj se dogaja med učenci in pravočasno ukrepajo. Na seznamu prepovedanih drog imamo 592 snovi. Letos so seznam posodobili 2-krat in dodali 48 novih. Kaj pa nadzor? Seveda policija proaktivno deluje na tem področju. Eno je to, da smo prisotni tako na terenu, torej fizično, drugo je to, da v okviru zakonodaje spremljamo dogajanje v virtualnem svetu. Glede na to, da so pa mladi zelo tehnično podkovani, uporabljajo spletna omrežja, spletne forume, različne aplikacije, torej naročilo se vrši preko spleta, enako tudi plačilo in pa dostava preko paketnih in poštnih pošiljk. Proizvajalci targetirajo mlade z vedno novimi, bolj vabljivimi pristopi, velikokrat sladkarijami znanih oblik in okusov. Za sobotno rubriko 24 ur Inšpektor smo primerjali navadne in psihoaktivne bombone. Ta je malo trši, ta je malo bolj mehak, to je edina razlika. Razlika pa tudi v tem, da seveda ta vsebuje prepovedano snov, ta pa ne. Z zaužitvijo enega samega bombončka lahko presežeš neko varno mejo. Več na 24ur.com ter v soboto, ko boste videli tudi rezultate analize izdelkov, ki smo jih naročili prek spleta in prejeli po pošti.